I think to myself, what a wonderful world. Tako, spoštovani gledalci, svet vabi, Janin Klemenčič tudi vabi, lepo pozdravljen. Zdravljen. In čas je za naše potovanje. Kam jo mahnemo tokrat? Danes bo šla pa v kraj s slikovitim imenom jezero Titicacá. Aha, Titicacá, ja, že ime je takšno ta pravo. In sicer menda je to kar skoraj najvišje jezero na svetu, 1000 metrov više od našega Triglava, 3800 in še nekaj. In še malo više od najvišje prestolnice na svetu, ki je pa tudi kar blizu zraven, La Paz, to je pa 3600 in še nekaj. Više kot recimo prestolnica Tibeta, Lhasa, skratka kar precej visoki kraji. Altiplano, se pravi, te visoki planoti v Južni Ameriki. So pa sicer to Cordillera de los Andes, se pravi veriga Andov, skratka zahodni del Južne Amerike. Na takšni višini že tudi sapica malce pohaja najbrž. To je že kar zanimivo, ja. Tudi mene je zelo zanimalo, kako sem kaj počutil na teh krajih. Prvih nekaj dni sem predvsem lovil kondicijo, bolj kot sapo pravzaprav. Namreč sam v sebi imam občutek, da niti nimam tako slabe kondicije. Potem sem pa svoj nahrbtnik recimo enkrat moral nesti v tretje nadstropje in sem recimo piši moral dvakrat počivati po poti in sem že mislil, da so mi šteti dnevi. Potem sem šele ugotovil, da je pravzaprav to zaradi velike nadmorske višine. Drugače pa nisem opazil kakšnih prav hudih posledic. Se pa v nekaj dneh stvari uravnajo, tako da tudi tvoja kri začne proizvajati več eritrocitov. Domačini pa nasplošno so bolj rdečelični, posebno otroci, so včasih taki kot pomaranče, ker imajo veliko več eritrocitov kot pa recimo mi. Ravno zaradi tega, ker je zrak pač redek, kisika je seveda manj in potem ga je treba toliko bolj presnavljati. Cela presnova teče bolj pospešeno na tej višini. Se pravi, ne bi mogel reči, da gre za ne vem kakšne velike spremembe v telesu na takšni višini? Malo krvi sem stalno imel v nosu, to ima marsikdo, pa niti ne, da bi prav kakšna kri tekla, ampak sicer se malo grdo sliši, upam, da mi bojo gledalci oprostili, ampak tako kakšna krasta na dan se pa recimo odlušči iz nosa. To je precej tipično za te kraje. Pred časom sem spoznal Himalajca, ki mi je razlagal, da je ravno tukaj po Andih nekoč lazil, pa da je skoraj padel. Mislim, da smo se celo to že enkrat pogovarjali, ko je skočil z avtobusa. Njegov prijatelj je pa dobesedno pogrnil po tleh, čeprav je bil stari Himalajec in vajen vsega hudega. Ampak ravno to je nenavadno tukaj, da ga zelo hitro priješ na tako nadmorsko višino. Namreč, če štartaš od Lime, ki je na nadmorski višini praktično nič, te vlak kar v nekaj urah potegne na 5000 metrov celo, potem se pa rahlo spusti pri mestu Huancayo, potem gre pa malo gor, malo dol do jezera Titicacá, no, ampak midva so takrat s prijateljico bila že nekaj tednov na poti in sva ravno skozi te visoke kraje hodila. Če še enkrat malo pogledamo na zemljevidu, kje je pravzaprav to bilo. Tukaj je glavno mesto Peruja Lima. Tole je zdaj tir te železnice, ki nas pripelje na 5000 metrov, potem skozi kraj Huancayo. Pa že zadnjič sva se pogovarjala o tem, da je tukaj so nevarni kraji, kjer napadajo pripadniki Sendero Luminosa, včasih tudi ubijajo kakšnega turista, kar je potem neprijetno, če se vrneš domov v kovčku. Skratka, malo črnega humorja. Tukaj je zdaj jezero Titicacá. Namreč od Cusca, tole je tukaj, to je pa prestolnica nekdanjega velikega cesarstva Inkov. Naprej sva šla z vlakom. Od tega mesta naprej je vlak, do tukaj ga pa ni. Tam so samo take precej prašne ceste, ki niti niso nikoli bile podobne makadamu, še manj pa asfaltu. No, tukaj naprej pa vlak in jezero Titicacá je pa tukaj v tem delu. Zelo veliko je, ne? Zelo veliko jezero je to, tudi veliko otokov je na jezeru samem, ampak to, kar bo pa danes šla gledati, je pa nekaj prav izjemnega. To niso pravi otoki, pač pa umetni otoki, ki so pa že več tisoč let stari. In če si mogoče kaj bral, ali pa mogoče so naši gledalci kaj gledali na televiziji, Thor Heyerdahl je eden od velikih svetovnih popotnikov, poleg tega si pa včasih prizadeva, da bi dokazal, da so se kulture preseljevale tudi preko morij. No in nekoč je dokazoval, da so Egipčani odpluli v Južno Ameriko in da je povsem možno, po njegovem, da so ravno potomci Egipčanov zdaj nekateri od naseljencev Južne Amerike.
ne pa da tisti Indijanci, ki so iz Azije prišli preko Aleutov. No, vsekakor je takrat, ko je gradil svoj znameniti Amon-Ra, tisti, ki je plul potem preko Atlantika, tako naj bi nekoč, torej pred več kot 2000 leti pluli Egipčani, so mu ga ravno prebivalci tehle otokov, ki jih bo šla danes pogledati, pomagali graditi to ladjo, ker v Egipčanih se ta kultura že popolnoma izgubila in Egipčani enostavno ne znajo več delati ladje na tak način. Namreč te ladje so narejene iz papirusa. Papirus je pa posebna, malo je podoben našemu rogozu, se ga bomo videli zdaj kar precej. Namreč taka posebna trava, jezerska trava, ki raste v srednje globoki vodi, mogoče kakšnega pol metra, ponekod celo cel meter globoka. Aha, že imamo tam video posnetke. No, najprej torej moramo šele priti do jezera, pravkar smo se pripeljali z vlakom. Hotel sem ti še povedati, da se je precej neprijetna stvar zgodila. Namreč otroka smo povozili takrat kar z vlakom. O, groza. In je potem vlak stal več kot 1 uro in vsi smo razmišljali, torej najprej sploh nihče ni vedel, zakaj gre, potem so šele povedali, da smo povozili otroka in potem je cela kompozicija peljala ubogega otroka nazaj, sicer ni bil mrtev, hvala Bogu, ampak samo ranjen. In smo ga peljali potem nazaj v tisto mesto, prvo večje mesto zadaj, potem šele smo se odpeljali, tako da smo kar kakšnih, tako ali tako je tukaj vedno zamuda, no, ampak takrat smo pa zamujali kar 6 ur menda. Tele ključki so